Naše podjetje Mos-Servis smo trije podobno misleči ustanovili leta 2006. Danes podjetje zaposluje 105 zaposlenih in ob kar velikem vključevanju naših podizvajalcev delujemo v obsegu 180 do 220 naših monterjev na terenu v svetovnem merilu. Poslujemo praktično povsod po svetu. Vse skozi smo stremeli, da bi ob tej dejavnosti montaže imeli tudi proizvodnjo. Zadnje 4 leta proizvajamo tudi različne elemente transportne tehnike. Opažamo pa, da kolikor ne bomo naredili kakšnega koraka naprej, povečali dodane vrednosti z lastnim izdelkom, je nevarnost, da ostanemo nekje na mestu. Razmišljali smo, če smo primerni za prijavo na razpis za trajnostni razvoj podjetja. Potem nam je bil dodeljen ekspert, s katerim smo zadnje mesece precej sodelovali, se skupaj borili z izzivi virusa, spoznavali sebe, spoznavali naše poslovanje in seveda razmišljali o prihodnosti, o novih izzivih, novih ciljih. In z veseljem ugotavljamo, da je bila odločitev pravilna. Delavnice so nam omogočile, da smo začeli bolj intenzivno razmišljati out of the box. To razmišljanje nas je privedlo do radikalnih idej, katera bi nas v bodočem življenju pripeljala do bolj učinkovitega življenja, manjšega vpliva na okolje in večjega izkoristka prostora, v katerem bivamo. Jaz sem nov član podjetja Mos-Servis d.o.o., zaposlena sem v nabavi od januarja 2020. Delavnice so mi enostavno pomagale, da še boljše spoznam podjetje, hitrejše, kot ga bi mogoče spoznala sama. V tem primeru smo tudi videli, katere stvari bi mi lahko izboljšali v našem proizvodnem procesu, kar se tiče sledljivosti. Zato smo se odločili za ta program za optimizacijo proizvodnje. Po njem bomo tudi lahko ocenjevali naše dobavitelje, lahko bomo ocenjevali, kakšna je naša proizvodnja in tudi videli, kaj lahko mi popravimo od tega, da bi bili še bolj konkurenčni. Da me veseli, da sem tudi spoznala neke stvari, ki jih nisem prej vedela, to je kot da, kako se ustvari nov poslovni model, kako lahko z nekaterimi stvari delujemo na okolje, delujemo na naše sodelavce in vse v cilju, da bomo srečni na poslu, da veliko naredimo in da smo tudi prijazni do našega okolja in ne samo narave, ampak tudi okolja, v katerem delamo. V novem poslovnem modelu vidimo večjo dodano vrednost za samo podjetje, prav tako pa tudi dodano vrednost za naše zaposlene in širšo okolico. Ko sem prvič prišel na lokacijo, sem bil zelo presenečen, saj me je čakalo neko moderno, dobro organizirano podjetje. Vzorec novega trajnostnega poslovnega modela, ki smo ga pripravili, bo služil kot dobra osnova, saj za 3 projekte, ki so zastavljeni v strategiji od 2020 do 2024. Znotraj teh projektov bodo upoštevani tako okoljski, še posebej družbeni in tudi ekonomski vidiki, ki so del te trajnostne transformacije.